Pozdravljeni vsi. Pred tednom dni je poteklo 40 let od smrti Edvarda Kozbeka. Zdaj prihaja četrta knjiga, četrti del 11. knjige njegovih zbranih esejev. Knjiga je po vsebini dvodelna, sodi v 20-letno delovanje Edvarda Kozbeka od leta 1960 približno pa do 80, se pravi 81 se je pa tako in tako že poslovil. Kozbeka so v prvem delu tega obdobja, se pravi v 60 letih, pestile še te težave v zvezi z njegovim političnim pogrezom in tudi družinsko revščino, v kateri je štiričlanska družina zaradi nemožnosti njegovega delovanja morala živeti. No, toliko o tej bivanjski podobi. V drugem delu, se pravi po letu 60, se stvari otoplijo. Vemo, da se potem začne njegov novi razcvet, pesniški in drugačen. Seveda je pa tudi res, da se začne starati in ob bližajoči 70-letnici so ga pestile že tudi druge bolezenske in starostne tegobe. Potem recimo hud dogodek je bil leta 1973, nenadna smrt njegove hčerke Lučke. Tako da v teh času potem beležimo tudi nekatere močnejše zapise, za katere je značilno obup, resignacija, tudi letargija. No, potem sledi velik pretres, ki ga je Kozbek doživljal in seveda tudi sam povzročil ob njegovem znamenitem eseju tržaškem, objavljenem v Tržaškem zalivu, se pravi o povojnih pobojih. No, res je pa, da so zadnja leta, se pravi od leta 70 naprej, tudi tista leta, ko izhajajo njegove knjige, tako recimo Svoboda in nujnost 1974, potem izbor poezije Žerjavica in potem še obsežnejši izbor zbranih pesmi iz leta 1977. To je bil tudi zadnji njegov popolnoma artikuliran javni nastop, ko je bil še toliko priseben, kajti po tistem se začnejo njegove težave z Alzheimerjevo boleznijo. No, zdaj pa na kratko predstavitev te obsežne knjige. Rekel sem, da je že četrta, se pravi četrti del 11. knjige esejistike in sicer njen prvi del obsegajo besedila objavljene v reviji Nova pot 1961 do 66. V teh 6 letih se je nabralo kar 109 besedil, ki so tukaj objavljene in komentirana. Še kot poprej so vsebinski prameni teh esejev umetnostne, politično, znanstveno dogajanje v Evropi in tudi širše, kot jih je on obravnaval svojega gledišča krščanskega misleca. Potem v drugem delu knjige sledi še 15 besedil, ki so vsebinsko bolj raznolika in so nastajala med letoma 66 in 80. Nekatere so krajša, to so razna praznična, božična, velikonočna in druga priložnostna vezila za časopise, potem nekaj spominskih člankov ob obletnicah, recimo njegovemu prijatelju in sodelavcu dr. Antonu Slodnjaku, potem nekaj intervjujev v Mladini, Delu, Deutsche Welle in podobno.
Vključen pa ni v tej knjigi ta njegov, kot sem ga že omenil, ta znameniti intervju za Tržaški zaliv, ker je bil že večkrat objavljen in ker bo vključen v okviru dnevnika 74 in 75, ko je nastajal. Najobsežnejše besedili v tej knjigi sta dva daljša eseja, ki sta nastala 69 in 72, torej prvi 69, drugi 72. Prvi se imenuje Zaprtost in odprtost sodobne slovenske kulture. Je zanimiv posebej zato, ker je nastajal kot predavanje za srečanje slovenskih intelektualcev na zborovanjih v Dragi leta 1969. Tam so si Kocbekova nastopa že dolgo let želeli, vendar se zaradi predvsem političnih razmer nikoli ni odločil, da pride v Drago. No, 69. se je pa to vendarle zgodilo. Drugi, še bolj obsežen in temeljit esej je pa o filozofinji Simone Weil. To je pač spet še en esej v seriji Kocbekovih daljših esejev, ki so potem nastali že po sodelovanju v reviji Nova pot. Objavljen je pa bil prvotno v reviji za teološka, družbena in kulturna vprašanja Znamenje, ki je po zatonu Nove poti začela izhajati leta 1972 v Celju. No in za konec naj omenim še posebne pozornosti vredno zadnje besedilo v tej knjigi, Moje krščansko izkustvo. To je Kocbekova izpoved, ki jo je namenil mladi generaciji študentov teologije in katoliškim intelektualcem. Srečanje je potekalo v Uršulinski cerkvi, organiziral ga je dr. Rudi Concilio, ki se je potem spominjal in mi v pripovedovanju pojasnil, da je Kocbek lahko prebral samo še nekaj uvodnih stavkov tega predavanja, potem pa so poslušali posnetke njegovega govora, ki so jih napravili na njegovem domu. Na samem predavanju je Kocbek sicer bil prisoten osebno, sedel je za mizo, ni pa mogel več tega sam posredovati. Koncilija poroča, da je hodil približno 14 dni k Kocbeku na dom in ga postopoma snemal, ker je bil tako slaboten, da seveda v enem kosu tega ni bilo mogoče uresničiti. No, hkrati je ta knjiga tudi zaključek esejističnega opusa Kocbekovega, ki, torej njegovo zbrano delo, pa bomo nadaljevali naprej z objavami njegovih dnevnikov. Kot veste, so bili predvojni že objavljeni, tudi medvojni. Zdaj pa sledijo povojni in sicer prvi naslednji bo že naslednje leto, in sicer bo to leto 1954. Upamo, da bomo to njegovo bogato dnevniško pisanje lahko pripeljali do konca, kajti dnevnik je pisal vse življenje, kot vemo, skoraj 50 let in ga je zaključil z zadnjimi zapisi nekje leta 1980, ki so pa bili že praktično nečitljivi. Toliko o njegovem esejističnem pisanju, ki se je s to knjigo zaključil. Hvala lepa.